Robert Terčelj iz Farmedike ima danes za nas zanimiv in koristen nasvet o tem, kako si lahko uspešno pomagamo pri virusnih okužbah dihal z naravnim zdravilom Echinafors. Ja, pozdravljeni, tale jesenski čas je res zanimiv, ker je vedno tak prehoden. Jutra se lahko zelo hladna, čez dan se pa kar lahko segreje. In to je izziv ne samo za nas, ampak tudi za naš imunski sistem. Imunske celice imajo kar nekaj dela in zato ta prehoden čas, ko se še ni čisto ohladilo, nismo še privajeni na ta mraz, je lahko seveda ravno problematičen za kakšne virusne okužbe dihal, ki smo jim bolj izpostavljeni. In dejstvo je, da je Fogel vedno prisegal na nekaj osnovnih receptov. Prvi, na katerega radi pozabimo, je spanje. Dovolj spanja pomeni ne samo to, da smo naspani, ampak med spanjem, predvsem v globokih fazah spanja, je naš imunski sistem še posebej aktiven. Zato je to zelo, zelo pomembno. Drugi del, ki ga je Alfred Fogel vedno izpostavljal pri težavah oziroma pri dobrem delovanju imunskega sistema, je seveda nekako uravnotežiti stres. Bodi si fizična aktivnost ali pa se znati tudi primerno sprostiti. Na to ne pozabiti, to ne stane nič, le nekaj časa je treba temu nameniti. No in druga, tretja zadeva, na katero je Alfred Fogel vedno pomislil, pa je seveda Echinacea, ameriški slamnik, in iz katerega je naredil seveda danes svoje legendarno zdravilo Echinafors, ki je tudi uradno zdravilo, katerega je tudi uradno potrdila med ostalim tudi Slovenska javna agencija za zdravila. Skratka, gre za zdravilo, ki pomembno vpliva na to, da lažje prebolimo take virusne okužbe dihal. No in kaj vemo danes o Echinaforsu? Vedeli smo vedno, da deluje dobro na imunsko odzivnost. Danes vemo skozi raziskave več. Vemo, da Echinafors deluje takoj proti določenim tipom virusov. Recimo koronavirusi, virusi influence, gripe, respiratorni sincicijski virusi. To so virusi, kjer Echinafors otežuje njihov vstop v celice in vstop v naša dihala. To je pomembna zadeva. Drugi učinek, ki je zelo pomemben, je, da seveda okrepi našo obrambo, obrambno sposobnost, s tem je odzivnost imunskega sistema boljša. In tretji učinek, ki je zelo pomemben, rezultat teh prvih dveh pa je, da je zapletov, kot so pljučnice, bronhitisi, sinuzitisi, manj. Današnje raziskave kažejo tudi zelo pomembno, da je ob jemanju Echinaforsa tudi manjša potreba po antibiotikih. Manjša potreba po antibiotikih pomeni seveda tudi, da smo manj izpostavljeni vsem tem težavam, ki jih virusne okužbe prinašajo in ki jih povzročajo kasneje. Skratka, Echinafors je lahko zelo koristen, tako preventivno, nekaj tednov ali tudi več mesecev v uporabi, ali pa v akutni fazi, ko enkrat že zbolimo, takrat je odmerek večji. Nujno zato, da ostane tak živžav, kot ga slišite v ozadju, še vedno prisoten in da smo imunsko dobro okrepljeni, je lahko Echinafors dobra naravna pomoč.